Lepo pozdravljeni, moje ime je Tomaž Lutman z Centra za prenos tehnologij in inovacij na Inštitutu Jožef Stefan. Ta predstavitev je namenjena raziskovalcem IAS in na kratko predstavi službene izume in intelektualno lastnino, s čimer se ukvarjamo na našem centru. Intelektualno lastnino delimo na dve temeljni skupini, avtorsko pravo in industrijsko lastnino. Za raziskovalce IAS in širše je patent pogosto najpomembnejši način zaščite. Dodatno moramo biti pozorni na skrito znanje, ki ga ne želimo ali skladno s pravili patentnega sistema ne moremo patentirati. Tudi skrito znanje ima tako praktično, uporabno, lahko pa tudi finančno, ekonomsko vrednost in si posledično zasluži primerno zaščito. Področje v Sloveniji ureja zakon o industrijski lastnini, ki je skladen z mednarodno zakonodajo. Na Centru za prenos tehnologij in inovacij raziskovalcem ponujamo podporo pri prenosu tehnologij v industrijo. Poleg ocene patentabilnosti in kasnejšega trženja ponujamo tudi podporo pri postopkih razkritja izuma delodajalcu in vodenju patentne prijave. Ključno je, da raziskovalci vložijo patentno prijavo pred kakršnokoli objavo ali javno predstavitvijo svojega dela, vključno z magistrskimi in doktorskimi deli, strokovnimi članki ter predstavitvami na različnih konferencah. Področje prevzema službenega izuma ureja zakon o izumih iz delovnega razmerja. Raziskovalec, ki je izum ustvaril v okviru svoje zaposlitve na IAS, prijavi svoj izum skladno s pravilnikom o postopku prevzema službenih izumov. Pri tem naš center nudi pomoč pri pripravi dokumentacije in svetuje, ali naj se izum zaščiti v obliki patenta ali skritega znanja. Nato direktor na podlagi mnenja Komisije za industrijsko lastnino sprejme sklep. V primeru prevzema izuma sledi vložitev patentne prijave ali registracije skritega znanja oziroma tehnične izboljšave. Raziskovalci nas pogosto sprašujejo o stroških, ki jih bodo imeli s patentom. Najcenejša je zaščita na Slovenskem patentnem uradu, ki pa ne izvaja popolnega preizkusa in nudi zaščito le v Sloveniji. Zaradi tega svetujemo, da se prva patentna prijava vloži na uradu, ki izvaja popolni preizkus. To so Evropski patentni urad, Angleški patentni urad, Nemški, Ameriški in drugi večji uradi. Taki uradi naredijo poizvedbo, ki je pravzaprav pregled stanja tehnike z mnenjem o patentabilnosti. Na ta način dobimo povratno informacijo urada o tem, ali je izum nov in inventiven. Medtem ko nacionalni patenti veljajo na ozemlju posamezne države, nudi Evropski patent po podelitvi relativno enostavno validacijo v kar 38 evropskih državah. Tretja možnost je vložitev prijave po postopku PCT, ki pokrija praktično cel svet, a ne rezultira avtomatsko v patentu. Omogoča nam le tako imenovan nakup dodatnih 18 mesecev za razmislek, v katerih svetovnih državah bi želeli pridobiti patentne pravice. Če na kratko povzamem sporočilo današnjega webinarja. Ključno je, da patentno prijavo vložite pred vsemi objavami in javnimi predstavitvami. Če je izum nastal v okviru delovnega razmerja, sledite postopku razkritja izuma na IAS. Prav tako je smiselno, da prvo patentno prijavo vložite na urad, ki izvaja popolni preizkus. Hvala lepa za pozornost. Vse zainteresirane raziskovalce našega inštituta vabimo, da nam za dodatna vprašanja pišete na tehnologije@ias.si.